Lepo pozdravljeni v moji družbi, z vami sem Teja in za vas berem energije s pomočjo tarot kart. Tisti, ki ste danes prvič tukaj oziroma tisti, ki tega še niste naredili, vas lepo prosim, da si spodaj v opisu videa preberete vse informacije, ki jih morate vedeti v zvezi z mojimi pogledi in potem lahko začnemo. Danes se bomo pogovarjali o tej polni luni, ki jo bomo imeli jutri, torej 16. aprila. In ta luna bo zelo pomembna, ker v bistvu bo prinesla velike spremembe v naša življenja. Zdaj samo še da omenim, da so te napovedi brezčasne, čeprav govorimo o 16. aprilu, so te napovedi v bistvu brezčasne zato, ker se energije ves čas ponavljajo. In če naletiš na ta vpogled kadarkoli kasneje, se zelo verjetno v njem skriva kakšno sporočilo zate. No, kakorkoli, ta polna luna bo v bistvu zelo močno vplivala na naše stabilne situacije in to sem že večkrat povedala. Pomikamo se namreč v novo energetsko obdobje, začeli smo se pomikati nekje sredi marca in nekako dokončno bomo vstopili v to obdobje nekje sredi maja. Pač nova energetska obdobja vedno pridejo tako, počasi se v bistvu počasi se vkomponirajo v naša življenja, počasi se stvari začnejo spreminjati in potem v bistvu in naenkrat, tako kot recimo letni časi, ne, ponavadi, čeprav dobro, zadnje čase imamo čudne vremenske pojave, ampak recimo letni časi tudi grejo, recimo je zima, ne, pa potem počasi prihaja vedno bolj toplo. Ampak ja, no, evo, recimo glih, ker sem omenila to vreme, je ta luna zelo taka intenzivna, torej tako kot imamo v vremenu kar en dan je sneg, drugi dan je sonce, ne, so te energije zelo intenzivne in nas v bistvu nam mučkajo življenja. Se marsikaj tako, marsikaj nas v bistvu nas šokira in to je v bistvu dobro. Zdaj, tule, če pogledamo, jaz sem karte že pomešala in potem, preden jih razdelim in nazaj sestavim, imam tukaj spodaj pogledam, o čem se bomo danes pogovarjali. In v bistvu se pogovarjamo glih o tem, ne. Torej, izhod iz cone udobja. Kot sem rekla, ta polna luna bo nekako vplivala na naše stabilne situacije. Zdaj, stabilna situacija je lahko karkoli, lahko je neki odnos, lahko je služba, lahko je dom, lahko je tudi za nekatere, ne vem, avto, računalnik, ne vem, pač karkoli. Se pravi, gre za neko situacijo, ki je stabilna in ki ti prinaša neki občutek varnosti. Duša te vleče drugam, duša si želi skočiti čez ta breg in iti zaplavati v to morje, surfati na teh valovih, ampak naš ego nam to ne pusti in v bistvu nas vedno prepričuje, da so v tem morju, ne vem, morski psi, da so tukaj neke nevarnosti, da se lahko utopiš, da ne vem, karkoli. In potem v bistvu vedno ostanemo znotraj te cone udobja. Ampak ta polna luna bo dobesedno posijala na to našo cono udobja, kjer recimo zdaj glih na tej karti je v bistvu tema, ne. Nekako morje je svetlo, ampak če pogledamo to varno cono udobja, tukaj vidimo tako črnino, ne. In ta luna bo posijala na to črnino, se pravi, videli bomo, da ta stabilna situacija ni glih tako rožnata, kot se nam je zdela. In dobili bomo zagon, da končno skočimo in v bistvu zaplavamo v te valove. In evo, tukaj imamo še karto svet, ki v bistvu nakazuje na konec cikla, torej konec tega obdobja, v katerem smo bili do zdaj. Obdobje, v katerem smo bili do zdaj, je bilo tako zelo nekako smo bili fokusirani vase, bilo je zelo tako, recimo vremensko bi ga lahko opisali kot neko oblačno obdobje, ful malo priložnosti, česarkoli smo se lotili, nekako ni glih uspelo, vedno so bile kakšne nove in nove težave. Zdaj v to novo obdobje, v katero se pomikamo, je v bistvu sončno, je svetlo, je lepo. Ampak hkrati, ne, je v bistvu pomembno, da se znebimo stabilnih situacij, ki nas več ne osrečujejo, ker če ne bomo mogli v bistvu mirno tukaj surfati po teh valovih. Zdaj, kaj je ta stabilna situacija, še enkrat ponavljam, to je za vsakega nekaj drugačnega, nekaj drugega. In ja, definitivno nam prinaša ta polna luna neko razsvetljenje, as mečev je vedno razsvetljenje, ko se ti v glavi vklopi žarnica. Torej, tisti klik, ki ti naredi v glavi, ki ti reče: "Evo, zdaj vem, kaj moram."
Ok, dajmo pogledati, torej, kaj se bo dogajalo. Zdaj na tej strani bomo imeli žensko energijo, na tej strani moško energijo in ta sredinska karta pa predstavlja v bistvu energijo med obema. Zdaj, katera je tvoja energija, katera je od osebe, za katero gledaš, oziroma za situacijo, ki jo gledaš, to moraš sam presoditi in v bistvu si interpretirati vpogled, tako kot sam začutiš, sam oziroma sama začutiš, da je prav. Ok, torej začnemo. Trojka novcev. Ja, tukaj gre za neko sodelovanje. Nekdo ima željo po nekem sodelovanju, ampak kot kaže, to sodelovanje je nekako več ali manj bolj v domišljiji, nekako se v bistvu, se pravi, ta oseba ima željo po nekem sodelovanju, ampak to sodelovanje nekako nikakor ne pride do neke točke združitve. Torej tukaj je v bistvu nekaj, recimo ta punca je cela neka zmedena, ne. Recimo tukaj izgleda, kot da ima rit na sprednji strani, pa tukaj ta torbica ne ve, ali je gor ali dol. Skratka, gre za neko situacijo, kjer v bistvu imaš željo po sodelovanju, ampak se kar nikakor ne zgodi, da bi se to začelo. Se pravi, ena oseba je notri že v tej situaciji, druga oseba pa kar nekako lebdi, ne. Nekako ni prepričana, ali bi šla v to ali ne bi šla v to. Ja, zdaj energija med tema dvema osebama je ful dobra. Imamo paža novcev. Se pravi, pride neka oseba, lahko je to ta ali pa ena tretja, in prinese v bistvu to ponudbo, ne. In ta ponudba tukaj mi izgleda glih kot to, kar tukaj manjka. Evo, sonce, karta sonce. Okej, ja, torej zdaj ta oseba, da vidimo še, kaj imam tule. Sonce in desetica kelihov. Aha, okej. Se pravi, tukaj gre za ta oseba, ki je na levi strani, se pravi moška energija. Gre tukaj za v bistvu neko osebo, ki je zelo taka mislim, vse je imela v domišljiji, ne. Desetica kelihov velja za karto domišljije, zato ker je recimo tukaj ta mavrica, oni sedijo na tej mavrici, in v bistvu mavrica ni nekaj fizičnega, ne. Mavrica je samo v bistvu, pač ko se svetloba razbije skozi kapljice vode, ne. In ni nekaj, na čemur lahko ti dejansko sediš. Se pravi, gre za neko domišljijo, gre za tole, ta oseba je bila nekako v domišljiji, je imela to, kar si želi, ampak ni nikoli naredila tega koraka naprej. In zdaj, evo, sonce, brez sonca ne moremo imeti mavrice, ta oseba bo končno nekako, predvsem ta luna ji bo pomagala, da to sonce posije. Se pravi, da vidi, da je to v bistvu, da vse to bilo nekako nestabilno, da je bilo v bistvu, mislim, to željo to, kar je imela ta oseba v mislih, bo hotela dati v resničnost. In zelo možno je, da pride ta oseba s to ponudbo in v bistvu tej osebi, ki pa je že nekako pripravljena na to sodelovanje, že postavlja mogoče celo neke temelje, pride v bistvu s ponudbo in zafila tale del, ki je še nekako ostal nedorečen. Ok, zanimivo. Ampak ja, evo, zdaj, jaz mislim, da ta oseba mora zbrati predvsem pogum, zato da to naredi. Zdaj, zakaj ga ni dosegla, mislim, zakaj ga ni do zdaj pokazala ali pa zbrala, to ne morem vedeti, ker to je za vsakega malček drugače. Ampak definitivno je videti, da ta oseba v bistvu ji posije svetloba v njeno življenje in spozna, da so vse te sanje bile le sanje, ki pa jih bi bilo dobro dati v resničnost. In spoznala bo, da je druga oseba že naredila neke temelje, in da je tukaj možno v bistvu začeti neko sodelovanje. Da vidimo ta paž novcev, kaj je ta ponudba. Ja, v bistvu gre za osebo, ki se je držala v bistvu, ki je bila nekako zaprta vase in je vse dogajanje opazovala od daleč, ne. Ta oseba je torej zaprta tukaj notri in opazuje skozi okno te osebe, ki so tukaj že začele graditi nekaj, ne, začele delati na nekih temeljih. Zdaj, če si ti to na tej strani
in si sama, ne, ker tukaj je več oseb, ampak če si recimo sam oziroma sama, je ta oseba te opazovala ali preko socialnih omrežij ali v resničnem življenju, zdaj če si v isti službi kot ta oseba, je te pač opazovala tako, kako se obnašaš, kako delaš, kako funkcioniraš. In v bistvu te je občudovala, tukaj gre za neko občudovanje in na skrivaj je delala načrte. Ampak te načrtov nikoli ni izdala, nikoli ni stopila ven. Vedno se je v bistvu zadrževala bolj v neki domišljiji in v bistvu bolj tukaj razmišljala o tem, kaj si želi, kaj se dogaja. Kot da si je na neki način hotela v mislih ustvariti neko popolno sliko, popolno pot, in zdaj ta druga oseba, ki pa je že začela delati na nekih temeljih, tukaj pa je čutiti neke take težke energije, ne? Ker tukaj imamo take lahkotne barve, imamo tako svetlo modro, turkizno, ful enih mavric, rumena, močna rumena, veselje, ne. Na tej pa imamo v bistvu to temno rjavo, tukaj ljudje nekaj delajo, se pravi, je zelo taka težka energija na tej strani. Kot neka oseba, ki se je mučila nekaj spraviti v neko celoto, ampak nikakor ni uspelo, zato ker je bila ta oseba zaprta nekje, ne, zaprta oziroma odmaknjena od dogajanja. Ampak v resnici je ona bila v bistvu dosti bolj vpletena, kot si ta oseba, se pravi, kot si ti predstavljaš, če si to ti, ne. Dosti bolj je bila vpletena v vse to dogajanje. In na skrivaj je nekako že delala načrte. In jaz mislim, da se zna zgoditi, da bojo te načrti to osebo, ki je tukaj že začela nekaj delati, bojo ful presenetili, šokirali mogoče celo. Okej, dajmo pogledati, kaj je to sonce tukaj in kakšen vpliv bo imelo to sonce na osebo. Zaljubljenca, ja, v bistvu, tako kot sem rekla, ne, to sonce, ta luna bo posijala na to njegovo situacijo. Se pravi, to je moška energija, ampak zdaj, če si ti ženska in se bolj prepoznaš na tej strani, to ne pomeni, da pač vsi imamo moško in žensko energijo v sebi. Tako da to moraš, kot sem že rekla, ne, sam oziroma sama določiti, katera stran gre zate. Ampak zdaj ta luna bo posijala na to situacijo in bo nekako dala tej osebi pogum, da v bistvu vse te načrte, vse te plane, ki jih je naredila, da jih končno pride predstaviti. Tukaj gre za neko zelo močno povezavo. Kot sem rekla, ta oseba ima ful več spoštovanja, ful več planov, kot si predstavlja ta oseba, ki je tukaj že začela nekaj graditi. Okej, dajmo pogledati, evo, ja, desetica palic. Dobesedno v bistvu je to, ne. Ta oseba je bila zaprta v neki svoji varni coni udobja, in s tem, ko bo luna posijala na to varno cono udobja, bo videla ta oseba, da je lepše iti ven, da je v bistvu pripravljena. Jaz mislim, da ta oseba še ni bila pripravljena stopiti ven. V mislih ali pa pač v varnosti svojega doma ali karkoli, je že gradila načrte, kaj si želi s to osebo tukaj, kaj si želi zgraditi. Ampak tega nikoli ni zaupala, to je vse nekako ostalo skrito. In zdaj s to luno, ki bo posijala na njeno stabilno situacijo, bo ta oseba spoznala, da je čas, da spakira kovčke in gre, da se pomakne proti osebi, ki jo tukaj že čaka. Super. Okej, dajmo pogledati zdaj ta dvojka novcev, kaj je tukaj problem. Ja, v bistvu gre samo za neko željo, ne, se pravi, ta oseba, ki je tukaj že začela graditi neke temelje, je nekako čakala in upala in zdaj končno jaz tako tukaj vidim, da ta punca končno, tako prav čutim ta nasmešek, kot da bo končno potegnila to zvezo dol in si bo želja uresničila. Se pravi, ta polna luna bo tudi tej osebi na tej strani pomagala v bistvu, da ji bo pomagala najti, evo, to vrvico, da potegne dol te sanje, in s tem, ko bo ta oseba potegnila dol te sanje, bo ta oseba nekako začutila tisto željo po tem, da se približa, da začne sodelovanje, da predstavi vse te svoje plane, ki jih je nekako skrivala oziroma jih je delala na skrivaj. In s tem, ko rečem na skrivaj, mislim bolj to, da si ta oseba nekako ni upala, nekako jo je bilo sram, ne, tukaj čutimo neko tako zelo veliko sramežljivost. Okej, dajmo pogledati še nekako izid tukaj. Devetica palic. Aha.
Ma ne vem, če mi je ta izid lih všeč, ker meni se zdi, da ta oseba tukaj nekako to že ve oziroma pričakuje, da bo ta moška oseba prišla k tej ženski osebi. In tukaj je videti, kot da se bo na nek način postavila in zdaj ne vem, če je to, dajmo dati še eno karto tukaj zraven. Petica kelihov. Dajmo še tukaj dati eno karto. Zdaj to definitivno ta karta predstavlja to osebo, ne, se pravi, ta odhaja proti soncu. Proti tej osebi. Zdaj ta oseba tukaj že čaka. Že čaka in ampak jaz čutim od te osebe ful ene neke take slabe energije in to mi ni preveč všeč. To mi ni preveč všeč, zato ker ta oseba tukaj ima sicer ful lepe namene, pač ona je okej, je bila nekako zaprta v svojem svetu, je pač ni zdaj ta ženska energija tukaj je čakala in čakala in čakala in čakala in čakala. In zdaj ta moška energija končno zbere pogum, da pristopi do te ženske energije. In ta ženska energija se zdi taka zelo ostra in nesramna, kot v smislu, toliko časa sem porabila, toliko časa sem te čakala, toliko časa je to minilo, bla, 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 ne. Ampak to mi ni všečno. Jaz mislim, da bi bilo tukaj boljše, ker tukaj čutim prav neko tako tipo tisto nestrpnost, toliko časa sem te čakala in ti se zdaj blagovoliš priti. Recimo, zakaj? Pač bodi rajši srečen, da je ta oseba sploh prišla, ker to je že čudež. Glede na te energije, ki jih imamo tukaj. In tudi v bistvu jaz spremljam te energije že nekaj časa, v bistvu bolj privatno. In ja, ta oseba je tukaj zelo, zelo zaprta vase. Pač vidimo po tej karti, ne, ona je dosti časa bila v tej svoji varni coni udobja in pač zakaj? Zato, ker je imela ogromno enih strahov in zdaj, če ta oseba končno zbere pogum in pride do tebe, ja, ne vem, pač ni fajn, da potem s takim tonom odreagiraš, ne, kot ja, končno, pač jaz sem že pol dela sama naredila, ne, ta ograja tle je že recimo, pač je pol še je švoh, ampak je že nekako recimo narejena, ne. In kot neke očitke tukaj čutim, samo ne vem, če bo to v redu za to osebo, da vidim, kako bo to vplivalo na to osebo. Ja. In kaj boljše, da ti narediš? Ja, evo. Se pravi, če pristopiš s takim tonom, zdaj, če si to ti, ne, in isto velja za to, če si ti na tej drugi strani, se pravi, če si ti bolj v moški energiji in pristopiš do ženske energije in bo ta ženska energija zelo zatežena in ti bo dajala očitke, kje si bil, je tukaj dobro, da ostaneš miren. Da ostaneš miren in pač se zavedaš, da pač ta oseba te je ful časa čakala. In je nestrpna in nekako je že skoraj izgubila upanje in pol, kadar ti skoraj izgubiš upanje in se že nekako sprijazniš s tem, da od tega nič ne bo, in potem se nekdo drug blagovoli prikazati, ne, je tista, ker bi kar najrajši bi to osebo, ne vem, zmlel v prah, zato ker si ga toliko časa čakal in potem, ne, ko je že vse vržeš, ko vržeš puško v koruzo, ne, se pravi, ko že recimo ti zapakiraš kovčke in čakaš, da greš na izlet s to osebo in potem ugotoviš, da te osebe itak ne bo in cel kovček sprazneš in zapakiraš nazaj v omaro in potem ta oseba pride, ajde, gremo, ne, in kar tuno je v tebi jeza, ne, tako da če si ti na tej strani, če si ti ta oseba, ki je bila zaprta vase in nikakor da pride, razumi, da ta druga oseba, da bo nervozna. In pač probaj ohranjati svojo mirnost, čustveno stabilnost, pač razumi to, da je ta oseba živčna. Zdaj, če si pa ti na tej strani in da čakaš neko osebo, da pride, pa tako, karte ti svetujejo, da bodi pač nežna, bodi ljubeča, razumi, da ta oseba da ta oseba pač je z nekim razlogom, jaz mislim, da tukaj bo dosti, kadar ti bo ta oseba razkrila, zakaj je bila zaprta, zakaj ni prišla, ti bo to v bistvu pol dobiš ono hvaležnost, hvala bogu, da se je tako zgodilo, ker je v bistvu tako še boljše. Zato je tukaj to nasvet, ne biti preveč napadalni, ne biti preveč
ne preveč očitkov daja, zato ker pač nikoli ne veš, zakaj. In v bistvu vedno se vse v življenju zgodi tako, kot se mora. Tako da je brez veze nekaj zdaj očitati tej osebi, pač rabila je dolgo časa in zdaj kaj ne. Če rabila dolgo časa, je pač rabila dolgo časa. Tako kot otroci, ne. Eni shodijo pri, ne vem, govorim na pamet, pri 5 mesecih, eni shodijo šele pri 2 letih. Govorim na pamet, ne vem, nimam pojma, kdaj otroci shodijo, ampak tako pač. Ne moreš ti zdaj nekega otroka, ki bo shodil šele pri 2 letih, biti jezen na njega, ker ni shodil. Ja, pač je on nekako je mogoče razvijal bolj verbalne sposobnosti, ni toliko motorične. In pač ta oseba ni, razvijala verbalnih stvari, se pravi, ni prišla tukaj s tabo se pogovarjati in razčiščevati stvari, ampak je delala bolj na tem, na čustveni stabilnosti, bolj delala recimo bolj na teh sanjah, bolj na ciljih. Gradila je recimo korake za prihodnost. In pol, takoj ko spakiraš spet kovčke in greš s to osebo, boš v bistvu, spoznaš, da je v bistvu, to potovanje, ki si ga ta oseba na skrivaj zamislila, bilo dosti lepše kot pa tisto, kot bi, na katero bi šli, če bi ta oseba prišla takrat, ko si ti to pričakoval oziroma pričakovala. In ja, zdaj, če boš, tako kot sem pa rekla, ne, če si to ti ta oseba, ki čaka, in če pristopiš s takim, nesramnim tonom oziroma s takim ja, kje si bil, toliko časa sem že čakala, bo ta oseba zelo zaprta. Pač to jo bo v bistvu, zaprlo vase in ti ne bo pokazala toliko čustev, kot bi ti jih, če pristopiš bolj na tak način. Dajmo samo za hec pogledati še, če pristopiš ti na tak način, kaj lahko pričakuješ od te osebe. Evo, ja, evo, točno to! Če pristopiš na tak način, tipo, kje si bil, bo se ta oseba zaprla vase, ne. Bo rekla, ma daj, na easy, ne, pač, ta človek ima zaprte oči in v bistvu pove samo tisto, kar mora povedati, ne. In boš spet v teh energijah, še naprej ti bo šel na živce ta človek, zato ker ne bo povedal vsega in kar počasi bo razkrival stvari, ne. Zdaj pa, če si ti bolj, taka, ne, da si pač bolj, pač da se zavedaš, da se vse zgodi točno tako, kot se mora, če najdeš v sebi ta mir, če razumeš, da pač ta oseba je rabila svoj čas, bo pa potem dosti bolj v bistvu odprta, bo dosti bolj, dosti več čustev bo tudi pokazala. In, zelo lepa presenečenja tukaj skriva. Tako da, če si ti na tej strani, ko čakaš, pač, sprejmi dejstvo, da si čakal z razlogom, ker je ziher nekaj lepega pripravljala ta oseba v ozadju. Okej, dajmo pogledati še, sporočilo vesolja, koliko imamo tule kart. Ja, dobro, te so padle dol, dajmo pogledati. Evo, ja. Ta oseba je v ozadju pripravljala nekaj ful, velikega, ne, se pravi, je delala dolgo časa na tem, res je razmišljala in, pomislila je na vsak detajl. In zaradi tega, ker je hotela nekako, mogoče ima ta, oseba celo neki občutek, mislim, neko željo po perfekciji in to jo je nekako obremenjevalo, ne, zaradi tega ni mogla v bistvu narediti tega, nekako to jo je držalo na mestu in mogoče tudi neki strahovi, lahko da je imela tudi neke strahove. Ampak evo, ta polna luna ji bo dala ta zagon, da v bistvu, tule evo, te sveče, tule je en kup enih sveč okrog nje, ampak bo našla tisto ta pravo, tisti, pač jaz rečem temu petardorit, ne, da dobiš, tisti pravi zagon, tisto, ta pravi korak, ta pravi trenutek, ta pravo priložnost, ko rečeš, evo, to je to, in pol si upa primiti ogenj v roko, evo, ta si upa držati ogenj v dlani. Okej, tule imamo zdaj hudiča in pravico in luno. Okej, zdaj, čakaj, to bomo dali tako, ker to je recimo nekako sporočilo vesolja. In ja, v bistvu ta karta je povezana s tole, ne, se pravi, je šlo tukaj za neko toksičnost. Ta oseba je imela na svoji strani neke stvari, ki so jo obremenjevale, ki so jo držale nazaj. In tukaj zdaj pride v ravnovesje, ampak, karta luna tukaj govori o tem, da,
Evo, točno to bi rekla, ja, da v bistvu bo vesolje poskrbelo, da ta toksičnost, da se potunka, se pravi, da gre v globine, da ta oseba premaga to toksičnost in v bistvu dobesedno stopi naprej proti tebi. Tako da ti tukaj edino moraš razumeti, da pač ta oseba je imela en kup enih obremenitev na tej strani. In zato pristopi do nje, ko ta oseba pristopi do tebe, odreagiraj na lep način, prijeten. Ta barva, mislim, te dve karte, recimo barvno, zelo lepo pašejo skupaj, medtem ko tele dve pa glih ne, so si preveč različne. In zdaj, če pristopiš s tako energijo, bo spet nastal konflikt, se ti bo ta oseba zaprla, ne bo dala tistih res pravih čustev ven iz sebe. Tako da razumi, da je pač ta oseba imela tukaj na tej strani hudiča, se pravi neko stvar, ki jo je držala nazaj, bremenila, ampak se to postavlja v ravnovesje in ta hudič se v bistvu potem gre pod vodo, ne. Ker tukaj recimo včasih na tej karti imam občutek, kot da ta ženska ne more več in gre gor, ne, ampak tukaj imam prav vleče jo dol, energetsko prav čutim neki potek dol in glede na to, da imamo tukaj pravico, ki je v bistvu v popolnem ravnovesju, mi tukaj govori, da ta hudič v bistvu se potunka v globine in nekako ta oseba končno dobi moč nad hudičem, ne, ker bo sonce posijalo na hudiča in hudiči so v bistvu bolj aktivni v temi, kadar je tema, ne, zato ker takrat, sploh tudi tukaj imamo tudi, ne, imamo v bistvu temo okrog sebe. Zakaj? Zato ker oni so lahko v temi, pač recimo vidiš ta tip, ne, recimo, pač zdaj bom tako malček brez veze rekla, ampak ta tip tule, bog ve, kdo je on v resnici, ne, ampak kadar je tema, ga pol v bistvu je ful detajlov zakritih, ne vidiš čiste slike in potem se on lahko pretvarja, da je kdorkoli, ne. Pač le ima dolge lase, mogoče neki transvestit, kaj jaz vem, ne vem. Mislim, to tako za hec, ne. In zdaj, ko posija sonce, se hudič skrije, zato ker se zaveda, da pač sonce bo pokazalo, kdo je on v resnici, ne. In hudič, to so naši notranji demoni, vsi imamo hudiča v sebi, čisto vsi. Ne obstaja osebe, ki ne bi imela hudiča v sebi. Ker smo vsi ljudje včasih nesramni, vsi smo kdaj včasih se grdo obnašamo, vsi kdaj preveč zaupamo svojemu egotu, ampak nekatere osebe so bolj pod vplivom hudičeve energije, nekatere so manj. In v bistvu prav je, da imamo hudičevo energijo v sebi, seveda. Hudičeva energija nas v bistvu spodbuja k napredku, k razvoju, k spremembam. Recimo kot ta oseba, kljub temu, da je hudičeva energija zadrževala znotraj cone udobja, je ona v bistvu naredila ogromno napredka tukaj. Zdaj pa pač je posijalo sonce in je čas, da gre ta oseba ven, ampak zdaj, ko pride ven, bo ta oseba dosti več pokazala, kot bi, če bi že prej prišla, ne, če bi že prej prišla. Pač ja, za tebe, če si ti na tej strani, bi bilo to lažje in lepše, ker si tukaj čutiti tisto, pač vedno si iskala pomoč pri drugih ljudeh, zato ker pač te osebe ni bilo, ne. Zdaj pa ta oseba pride in v bistvu ta hudič se potunka in za nekaj časa izgubi tisto moč, ampak moč v smislu, da zadržuje osebo v coni udobja. Zelo zanimiv pogled, ful mi je bil všeč in ja, nič, to je to. In se vidimo oziroma slišimo, danes bom verjetno še posnela kakšne druge vpoglede za kakšna znamenja, sicer pa se vidimo, ko bom imela spet kaj časa oziroma ko bojo kakšne take zanimive energije, da posnamemo nov video. Čau, čau.